Tudi danes posnetki silovitih spopadov z Bližnjega vzhoda. Ti so samo v Iranu terjali že skoraj 800 žrtev, zadet je bil tudi iranski objekt za bogatenje urana. Ob tem so se nadaljevali tudi iranski protinapadi na Izrael in ostale zalivske države. Iran je pozval Evropo, naj se ne vpleta v vojno. Generalni sekretar NATO pa ob besedah, da Iran že leta skrbi za kaos v svetu in da Evropa podpira ZDA, poudarja: Again, NATO is not involved. I can assure you that NATO will defend every inch of NATO territory. Zaostrene razmere pa so zadnje dni tudi v Dohi. Da je situacija resna, razlaga Slovenka, ki želi ostati anonimna. Dokler tega nisem slišala v živo, si nisem mislila, da je to glasno. In prvič, ko sem to slišala, sem bila prepričana, da to pada na tla in to zelo, zelo blizu nas. V bistvu se čez okno tudi vidi, kako to gori pol v zraku. Tudi kakšne te okna se začnejo precej tresti v primeru, da je ta pok, ki je bližje. Že od sobote so skupaj z nekaj slovenskimi in hrvaškimi turisti zaprti v hotelu. Noč prevedrijo v sobah, čez dan pa so v temačni kleti. Zjutraj gremo v klet in smo pol cel dan načeloma v kleti in tam preživljamo čas in razmišljamo, kaj bi lahko še same naredile, da bi se rešile te situacije. In zelo niha razpoloženje od tega, da je vse v redu, da bomo itak vsak čas doma, da ne more iti nič narobe, do tega, da ne bomo nikoli prišli od tukaj.